Evropsko prvenstvo gluhih v bowlingu se odvija vsake 4 leta. Letošnjega prvenstva, ki poteka od 15. do 24. maja na Dunaju, se prvič udeležujeta slovenski predstavnici, in sicer debitantki Sabina Hmelina in Sanja Debevec. Za Milana Kralja, edinega moškega predstavnika Slovenije, je to četrto evropsko prvenstvo. Slovenska bowlinška ekipa pod vodstvom Roberta Žlajpaha se je v sredo udeležila uradnega treninga in slovesne otvoritve evropskega prvenstva, ki se ga udeležujejo ekipe iz 24 držav. Za Hmelino in Debevčevo smo navijali v petek, ko je potekalo tekmovanje za ženske posamično. Dosegli sta zastavljeni cilj, in sicer se je Hmelina s 1033 točkami uvrstila na 25. mesto, Debevčeva pa je dosegla 981 točk oziroma 44. mesto od skupno 74 igralk. Brez resne konkurence je bila le 27-letna Rusinja Nadezda Korablinova, ki je s 1296 točkami zmagala in za 57 točk izboljšala tudi 12 let star evropski rekord. Daljši pogovor z evropsko prvakinjo in njenim glavnim trenerjem bomo kmalu objavili na spletni TV. V soboto so keglje podirali moški. V konkurenci s 101 tekmovalcem je Milan Kralj s 1157 točkami zasedel 17. mesto.
Kralj je po nedeljski tekmi v moških dvojicah z 2250 točkami na skupnem 26. mestu. Z današnjo in četrtkovo tekmo v trojicah in četvorkah še ima možnost za uvrstitev v Masters oziroma med 16 najboljših. Evropski prvak posamezno je postal Britanec Damien Bates, ki je dosegel 1325 točk, kar je le 7 točk več od drugouvrščenega in tretjega z olimpijskih iger gluhih Sofija 2013 Nemca Simona Wildenhaina. Pogovor z obema bomo v kratkem objavili na spletni TV. Bovlinška ekipa ostaja na Dunaju do četrtka, v primeru uvrstitve med 16 najboljših pa do sobote 24. maja. Rezultate lahko spremljate na naši spletni strani. In kako slovensko odpravo na Dunaj ocenjuje njen vodja? Za 105 treh igralcev sem zelo zadovoljen, so dosegli svoje cilje. Glede, da je to moja prva odprava, nivo evropskega prvenstva gluhih in tudi na tem se učim prakse, da igralce motiviram, se pogovarjamo, se sprostimo. Za naslednje bi pa priporočal, da tudi vzamemo trenerja, da bo lažje motiviral igralce, nekaj svetoval, kakšne napake delajo, da igralci ne bi bili preveč prepuščeni sami sebi. Za prihodnost imate velike možnosti Sabina kot tudi Sanja Temevec, če bosta še naprej se ukvarjali s bolnikom in trenirali tudi s pomočjo trenerja, da bosta izboljšali svojo tehniko. Nove rezultate s tekem trojic in četvork na Dunaju spremljajte na naši spletni strani pod Izpostavljeno. Da tudi še naprej navijajte na naše dobre igralce, da ujamejo med najboljših 16. Navijajmo za Slovenijo.